ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Kot verjetno veste, se je 4. julija v Drežnici nad Kobaridom poročil prvak SDS Janez Janša. A zgodba se ne konča tukaj. Ministrstvo za notranje zadeve je Janšo namreč pozivalo, naj sporoči, katera družba za zasebno varovanje je varovala njegovo poroko. V odgovoru na poziv inšpektorata RS za notranje zadeve, ki ga je podpisala višja inšpektorica Tadeja Savnik Ivanuša, Janša pojasnjuje, da na njegovi poroki ni bilo nobene službe za varovanje. Poroka po njegovih besedah namreč ni bila načrtovana kot javni dogodek, domačini pa so se samoiniciativno organizirali in pomagali pri usmerjanju prometa v mali vasici. Na poziv in očitke, da je postopek sama sprožila, se je odzvala tudi ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal. Pojasnila je, da postopek ne teče zoper Janšo, ampak zoper družbo, ki naj bi varovala njegovo poroko. Pa tako je bilo lepo. Kaj zdaj težijo? Strogo pravno gledano, torej inšpektorat ni prekoračil svojih pooblastil pri nadzoru nad zasebnim varovanjem. Kljub temu pa menim, da je treba takšno zadevo in tak dogodek ocenjevati tudi iz stališča strokovnosti, prioritet, sorazmernosti in pa seveda tudi življenjskosti. V ta postopek, kot seveda tudi katerikoli drug postopek, ne morem posegati, ne morem ga začeti, niti ga ne morem ustaviti. Sem pa kot ministrica odgovorna za delovanje inšpektorata, za njegovo strokovnost, za njegovo učinkovitost. In ravno zaradi te odgovornosti se je Kresalova odločila, da bo s 1. septembrom razrešila glavno inšpektorico za notranje zadeve Matejo Rokvič. Zdaj bo Mateja brez službe ostala, ali kaj? Zakonodaja mi omogoča, da v roku 1 leta po nastopu funkcije razrešim direktorico inšpektorata, ki je odgovorna za delo inšpektorjev in imenujem novo vodstvo. Pred slabe pol ure sva se pogovorili z glavno inšpektorico, gospo Rokvič. S to svojo odločitvijo sem jo seznanila in sva se tudi dogovorili, da ji mandat preneha s 1. septembrom 2009. Kot ministrica, ki je odgovorna za usmerjanje in nadzor nad delom inšpektorata, naj na koncu še povem, da menim, da imamo na področju inšpekcijskega nadzora v Sloveniji nekaj bolj pomembnih prioritet, kot pa je kontroliranje organiziranosti zasebnih porok. Razloge za začetek postopka pa je predstavila tudi inšpektorica Mateja. Postopek preverjanja dejstev pri gospodu Janezu Janši smo sprožili zaradi pojavljanja informacij v medijih, in sicer, da naj bi bili na poroki varnostniki, da naj bi grobo ravnali z novinarji, da naj bi varovali cerkev, na nekaterih slikah se celo da slutiti, da je šlo tudi za varovanje osebe, gospoda Janeza Janše. Pa kva te policaji sem TV gledajo, pa Rumen Cajtang berajo, ali kva je to, mislim? Jaz si tam je dosti materijala. Ful materijala, lej ti to, no. Tekstilno podjetje Mura se še kar bori za preživetje, dejmo Mura. Murini sindikalisti so se odločili, da bodo tudi državljanom dali možnost pomagati pri reševanju Mure. Stojnico so postavili kar pred parlament, za majico z logotipom neskončne Mure pa hočejo 15 €, s katerimi lahko vsak prispeva k lajšanju finančnih težav tekstilnega giganta. Sindikalist pred parlamentom je takole razložil, kaj je namen nakupa te majice. Jaz bi tudi imela Murino majico. Ta ni Murina. Ja, pa sprehod se do parlamenta, ne? Ja, pa tis ni Murina pol v bistvu, sam piše gor Mura. Obleči tole Murino majico, s tem sodelovati pri tej novi aktivnosti, postati v bistvu del njene tradicije in še ostati naprej njen zvesti kupec. Za nakup kar 2 majic se je odločil tudi nekdanji prometni minister Radovan Žerjav. Pojasnil je tudi, kako gleda na samo akcijo. Z očmi, ne? Vprašanje je, komu bo ta zbrani denar šel in zakaj bo se porabljal. Ja, če bi ta denar šel za delavce, delavke bi še bilo razumljivo, tako pa mi je ta ukrep tako malce za lase privlečen. V okviru naše redne tedenske rubrike Zvezdni arheologi smo se tokrat poučili o kapucinskem samostanu, katerega ostanke so arheologi našli na Kongresnem trgu. Tele zvezdni arheologi, lahko bi bili Denisove zvezde ali pa Zvezda in Denis ali pa
Denis na poti neodkritih potovanj skozi zvezde. Čutim te, čutim. Noviteta je samostan, kapucinski samostan, kjer ga smo predvideli tle, kar sem že tudi omenila, se mi zdi, da v prvem delu. In dejansko smo ga zdaj odkrili, sicer šele v prvem nivoju, ko smo odstranili tlake kongresnih trgov, se pravi Plečnika in ostale prodnate tlake, in smo prišli na ruševino samostana in vidijo se že tudi linije samostanskih zidov. In sicer, če si najprej pogledamo eno karto iz 17. stoletja, kjer je samostan stal, je to. Mi smo na Kongresnem trgu, to je današnji Kongresni trg. Tole je stavba Filharmonije, tole je srednjeveško oziroma novoveško obzidje, jarki. Tole je današnji park Zvezda in tole je samostan. Enoladijska cerkev, samostanski kompleks kapucinarjev in tlele je še ena stavba, ne vem, ali kakšna shramba, ali ne vemo še, ne. Slovenija, 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 kulturac. V soboto se je zaključil slovenski reggae festival River Splash. Kratek utrinek s festivala je pripravila naša Ajda. Imamo novo Ajdo. Jo, valjda, jaz jo vidim pred sabo. Kako no? Jaz sem že skozi, kjer je to Ajda bila na River Splashu? Jaz sem že tudi slej. Imam zapisnico. Ko nisem srečala, se bi videla tam koga s kamero. Da si to ti! A ja, točno! Se sem bila, ja, hudo je bilo, kapec. Daj mi dol to sranje, daj. Lepo. Danes bo v Gali hali enodnevni dogodek, kjer bo Jaka Mihelič izdelal kolo Katabrank 11. Jaz bi tudi imela nov kolo. Ja, pridi v Gala halo. Včeraj sem bila tam, pa ni nobenega kolesa delal. Danes! A danes! S Švasov bom spet enega izmed unikatov, se pravi 11-ko, in na koncu bo mogoče, po vsej verjetnosti, najbrž, tombola. Bo srečen dobitnik lahko odpeljal domov kolo Katabrank 11 oziroma KB11. Bo pa tako narejen, da ko bom končal z delom balanca, sedež pa gonilka še ne bosta prevarjena. In to samo zaradi tega, da tisti, ki bo izžreban, bom šele naknadno v bistvu prišvasal gor vse te tri dele, samo zaradi tega, da bo kolo v bistvu narejeno točno po meri srečnega nagrajenca. Še vreme, zelo primerno za ventiliranje. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.